Evo, pozdravljeni, upam, da se slišimo pa vidimo. Končno je prišel ta čas, koliko toliko smo točni. Danes imamo live javljanje tukaj iz delavnice, kjer imamo v obdelavi mojega ponija, prelepega. In danes z nami je Anže, mehanik Unior Da Vinci Factory Racing ekipe, se pravi profesionalna mountain bike ekipa. Evo, z nami je Anže, se pravi moški šraufa za ene izmed najhitrejših mountain bikerjev na svetu. Kolesa, tako da približno veš, kaj delaš, ali ne? Ja, kakšnega smo že kdaj pošrafali, no. No, tako da, evo, fant od fare, človek štručnjak, kaj da rečem. Daj mi povej, kaj si gledal, kaj ali nisi, ali kaj jezo, kaj? Dober je, dober, tako da... Kaj te je zmotilo prvo, ko si videl? Gumi si na pumpu. Dobro, zaradi tega smo tako tu, ne, ampak drugače, kaj si, je treba kaj posebnega narediti, kaj je treba malo paziti po njih, kaj je, ne vem. Ja, ta prva stvar, ne, moraš pregledati vse zglobe, da so zategnjeni, da ti balanca ne uide. To je zelo neprijetno, ne, recimo. Ni fajn, sploh na spustu, recimo. Za ksiht, ne. Ortodonta kakšnega. Samo sinovi znanih ortodontov si to malo proščajo, tako da to zategnite, ne. Kaj še drugega, da treba preveriti? Predvsem bremze. Okej. Bremze, se pravi, da laufa, žica bolden, oziroma vodilo žice, da ni neki vse trdo ali pa... Pa da je to lepo, ne, predvsem tako, da so zavorne obloge nastavljene, mogoče tudi zamenjane, nove. Zdaj 20 let stari poniji, ali koliko so, 30. Vseeno moramo vedeti, da ponij ni bil dejan za vršič, ne. Definitivno ne. Bremze niso bile prilagojene s pustom z vršiča, ne. Ja. Tako da je dobro, da so te zadeve recimo nove, ne, če se že odločate, je pa vse kakor poljubno, ne. Kaj še drugega, da treba preveriti? Gonilne ležaje. Gonilni ležaji, kajle, tvoje najljubše? Največji problem je s kajlami, ne. Zdaj, jaz imam v žepu tu napisanih nekaj vprašanj, ki ste jih včeraj zastavili, to bom bolj odgovoril, bom videl, kako to pride, ampak da vam jaz zdaj povem moje izkušnje s poniji, ne. Poniji so fantastično kolo, ki ima fantastične pomanjkljivosti, ne. Zelo fajn se je voziti nam frocom, zelo radi smo se zaletavali z njimi, pa veš, driftaš, ne, nazaj je bremza, jasno, ne, bum, smo imeli marsikaj, ampak poniji imajo kajlo, ne, to so se odločili inženirji v tistem času, da bodo dali praktično, se pravi os, ne. Vzamemo ven. Dajmo ven, vzeti, daj, pa da mi je pokažemo to, ker to je strašna zadeva, ne. Skratka, te kajle vedno popustijo, meni so vedno popustile, jaz živim na bregu, oziroma vsaj takrat, ko sem bil mlajši sem in ni šans, ne. Tako da jaz si ne znam predstavljati, da bi z mojimi 100 kilami gonil, ne. To je zdaj v bistvu kajla, daj vun gonilko, gledaj, pokažem jaz, zakaj se to gre. Ne vem, če vas pravila. Ne gre ven, čakaj. A dobro, se nije veze. No, skratka, to se zgodi. Skratka, to se zgodi, ker to je ravna os, praktično malo vrezana s kajlo in to ne more držati tak ali tak, tako da preverite kajle. Zamenjajte mogoče... Čakaj, se da dobiti? Dobiš jih, važen je sam primer, mislim, da sta 2 ali 3 različni primeri, mogoče vzameš ven, greš v trgovino, ti prodaja ta prav primer kajle, daš frišno noter, zatolčeš. Ta glavna stvar same kajle je, da jo v bistvu ne vlečeš samim navojem noter, ampak da jo najprej skladvom zatolčeš na svoje mesto in potem samo z matico zazihraš, da ne pade ven. Aha, da ne, ti v bistvu z navorom... Boš utrgal navoj stran, ampak glavna stvar, zatolčeš skladvom noter, pa samo z navojem še zazihraš, da ne pade ven. Super, ja.
To je to, kaj je drugega, je nič, druge pa tak vse klasike, sprednja bremza, zadnja bremza, v principu tak, to je torpedo, ne, tako zvani, ne, tu nekaj dosti narediti ne moreš, a lahko nič, ne. Rabiš kar precej enega urodja, da ga samega odpreš, lahko se noter zamenja tiste, ki so neki čeveljčki, ampak boljše je mogoče dati boljš da tako kakšnemu, ki to servisira malo več, ima 10-15 minut dela, ampak je zihar stvar. Tako. Ker to trpi, ne, na spustu trpi, to smo že videli, da tu zaradi tega se tudi hladi, ne, ko po samem spustu so oni štacioni, ne. Tudi vmes se ustavlja in hladi, tako da. Se pravi, kaj zdaj, gremo malo na vprašanja, kaj bomo? Jaz bi mogoče še eno stvar izpostavil. Daj. Gume, velikih je, ki so to zdaj privlekli ven iz kleti po 20-30 letih. Dajte frišne gume gor, če vidite, da so vse preparele po robu ali pa kakorkoli napokane. Zamenjajte gume, zamenjajte sam trak, ki je noter na feltni nalepljen. Aha, se pravi, to je, da bodo vedeli, ne, obroč ima noter trak, ne, in tisto je treba menjati, ne. Tako, to so najbolj take pogoste težave, ko zračence pokajo, gumo sname ali pa kakorkoli in stroškovno ni drago, fajn zamenjati imate za ziher mer, da bo stvar funkcionirala. Tote moje so kar še vredi, ne, beli rob, ne. To je to, retro. Kaj so, čekaj, so bile, tiste so bile z nekim rjavim robom, včasih ko neki še kavček, ne, to sem z leti tako rata. Z leti rata, no, tako. Drugače je bil rob. Vse zaradi tega, jaz že star, pa sem ful rjavi, ne, ker na morje tako nismo mogli iti, letos je. So bili dve verzije, ne, eni so bili preklopni, eni so bili nepreklopni, ne. Mislim, da so bili vsi preklopni, ali pa ne. Ne vem, jaz tudi ne vem. Malo sem premlad za to. Ja, se jaz tudi, ampak pa nisem se nikoli tako več spuščal detalje. Skratka, tisti, ki so preklopni, zdaj dosti jih je to že, se v starih letih so se tega preklopa znebili, pa so ga pol, so to nekako pošvasali, ker ni priročno v primeru, ne. Ampak to so takrat se odločili, da naredijo, to je en vzglob, ki povzroča težave. Povzroča težave, sploh vsem ljudem, ki so malo težji, bom rekel, da tisti vsi, ko so nad 70, že lahko se štejejo v to kategorijo, ne. Tako da, tisti že srednji težki, to se da, kaj bi tisti naredil? Ja, jaz priznam, da sem pri svojo dal zašvasati to, se pravi je ziher, po pravilih se pravi ne smemo spreminjati okvirja. Se pravi, ne smemo dati prečke, ne smeš... Prečka že odpade in tako naprej. To pa lahko daš zašvasati. In stvar načeloma drži. No, tako da, evo, to je en izmed... Recimo, jaz pri sebi, ne, jaz zdaj, če gledam ponija, ne, bremze, ne, glej, že nekako s bremzem, ne. Ampak vse ostalo mi je manj pomembno kot to, da dva zgloba, ne. Ker to kajla tiste, ki jo je že kdo vozil, ko začne preskakovati, je katastrofa, ne. Pa gonilke padejo prazno ali pa dol, ko padejo. Nič ne naredi, skratka, ne samo, da je nevarno, tudi ni smisla, ker ne moreš nikam priti za njim, ne. Težko. Navršiti ziher ne. Navršiti ziher ne, če pa zlamaš preglob, te pa samo v eno roko zadnji del, v drugo roko sprednji del, pa... Pot pod noge. Peš, lepo pa gremo, ne. Je kaj, dobro, je še drugo, pa tako mislim, da ni za to tako zakomplicirano, kako ne. Niti ne, dokaj simpel, mogoče še glede prenosov, da si je treba tudi majhen pravilnik prebrati. Aha, čakaj. Točno kakšni prenosi so določeni. Čakaj, so dovoljeni samo taki, kot so, ali se da tukaj korigirati? Da se majčkeno manipulirati, ampak je točno določeno, koliko, zakaj, ampak tudi jaz nisem zdaj. Dobro, to mi je zanima povedala, to se da prebrati vse v pravilniku, tako da to malo naštudirajte, da ne bo, ker se dostikrat zgodi na samem eventu, da folk prije, pa imaš tango zašvasano, pa pol žal ne more, padeš na tehničnem, ne. Žal tu ni onih, ne, ko mu daš not, ne, na tehničnem, tega se mi ne gremo, ne.
In seveda pridejo tudi z drugačnimi razmerji prestavnimi, valjda, ker to spet ni dejano za goniti na vršič, ne, in bi bilo fajn imeti malo lažji prenos, ampak ne smeš imeti, tako da to preverite in to je to, ne. Pa nogico imejte gor, ker koliko priješ gor, da ga postaviš, pa ne, to je bolj po zaključenem eventu, kot greš na zasluženo pivo, recimo. Točno tako, zasluženo pivo, pa to tudi sanacijska pijača, recimo, ker tudi nadomesti izgube, ne. Tako da to tudi treba vedeti. Imamo še kaj, jaz se lotim tudi vprašanja. Pedala še, recimo. Aha, pedala. Tota so še kar v redu, ne, čeprav... Letnik, super. Zdaj recimo jaz, ne, ko sem bil kar nekaj življenja na kolesu, pa tudi kar nekaj predirkal, to ni moja prva izbira pedal. Ne, tle bi noga znala, ker zdrsati. Že imel boljša pedala v življenju, ampak jaz bom ta obdržal zato, ker so... Jaz imam rad, da so vintage, ne, pač se malo pomatraš, ne. Nisi fajn močit šuhov, preden stopiš tu gor, nobenem primeru, ne. Če v kakšen dež pa sneg ali pa kaj tacga... Sneg? Upajmo, da ne. No, samo je 2020, je. Ja, leto sprememb. Sneg je zelo mogoč tudi do nižin, ne, se več ne bi čuli, ne. In daj čakaj malo, evo, dajmo zdaj, da vidim, kaj se ljudje vprašajo. Na pedalu mi nenehno preskakuje, kaj narediti. To smo rekla, to je kajla, ne. Druga možnost je pa še, če so slučajno že kaj upgradali, spreminjali zobnike ali pa kakorkoli, stari zobniki in nova ketna. Zdaj, če je slučajno, da so zobniki obrabljeni, se pravi že precej voženi, sama oblika zob je že znucana, to pa daš novo ketno, ne? Daš novo ketno gor, garantirano bo pod obremenitvijo preskočilo v prazno, tako da tle ni druge rešitve kot ali dati nazaj te staro ketno, verigo, ali pa zamenjati še glavna dva zobnika, sprednjega, zadnjega, novo ketno in je stvar ziher, da naj ne bi preskakovali. Se pravi, je boljše imeti staro ketno v starem zobniku, moramo pa vedeti, da stara ketna počila včasih. To pa sami pretehtajte, kak je, meni je že kar nekajkrat v življenju, pa nikoli ni bilo preveč fajn, ker še posebej na kakšni tekmi padeš preko belance, ampak to je stvar, ki jo morajo stari vzeti v neko, ne, v zakup. Čakaj, kje dobiti štango za zid? Stara je kriva in prekratka. Kaj zdaj narediš? Ja, kot prvo delajo v garažo. Zmert premer, ne? Se pravi, spodnji premer. Tako, boš ti zdaj zmeril. Ja, čakaj, je zgornji krajši tisto, čakaj, se ti zdaj sam, da vidim. Ti moraš sam spoden ga meraš. Spoden je ta glava, nje. 24,8, ne? Prav, 24,8, 25, tam nekje. Malo gre, lahko naskriš preč, pa ne. Tako, to je sicer že kar taka malo starejša mera, ki se ne uporablja več toliko, ampak kakšna trgovina, ki se ukvarjajo pa bolj s starejšimi mestnimi kolesi, pa še bi to znali bi pa znali imeti, tako da... No, okej. Ampak zmert ta premer, ali pa mogoče celo vzeti te staro sedežno najboljše, ja, pa v trgovino in bojo tam dešifrirali, kaj je. Čakaj, tu, kje sem rešil, bomo dali vsega. Ajde, da vidimo, kaj vas še zanima. Na kaj naj damo največ poudarka? Največ poudarka? Kajle pa to, če nimate manj kot 50 kil... Pa na vztrajnost predvsem, vztrajnost, tam gor, ker trajvaš tist, težko je, vroče je. Kako to misliš, je fizično? Fizično, psihično vztrajnost, to. Tisto pustimo, zdaj tisto se tako mi je zdaj za bicikli. Ja, bicikl. Psihično vztrajni so, a jaz mislim, da to te vzglobe porihtati je najbolj pomembno, ne? To je pa res. Tudi se jaz najbolj, ne? Pa bremze, ostanite varni, ne? Pa mogoče sedež sprobat kakšen teden ali pa dva pred eventom, mogoče kakšen krog se zapeljati. Kaj, da se ti rit gor prilagodi? Mečken, da se usede. Pa koliko se te dejansko sediš, ko goniš na vršič, na konja? Bore malo, ne? Malo. Bore malo, ampak če že, saj je kar udobno, ne? Malo fedre, ampak lahko pa grete malo testirati. Na koliko pritiska napumpaš gume? Na vsaki gumi
je ponovadi napisan nek maksimalen priporočen tlak, jaz bi se ga držal, zato da ne gremo preveč, premalo pritiska, poveča upor, preveč pa lahko povzroči, da gumo vrže samega obroča dol, raznese in kukarkoli. Sploh, tako smo si prej rekel, če so stare preperele gume, ti vtrga gumo. In še pred maksimalnim trakom. Ja, tako da to je stvar, evo, na katero daš nekaj. Ko zagoni mi preskoči pedal in se, ko zagoni mi preskoči predal, to je nekaj malo narobe. Mogoče pedal. Ja, že bi tudi rekel, če ti predali začnejo, te se takoj staviti. Mogoče imate odzad, pišem predal. Ja, no, če to začne preskakovati, te je nekaj hudo narobe, ampak če vam pa pedal preskoči in ne zagoni nič, kdo je to napisal, je majster, ne? Veriga zobniki. Veriga zobniki, Sigurno. to je to. Če bi bila kajla, verjetno vse te gonilke postavijo v isto smer. Ja, in tle so pa skoraj zihar kakšne ketne zobnike. kaj, lahko zadnja pesta, recimo, da se zobniki not zrabijo, da... Tudi bi bilo možno. Ne, veš, da ti račna preskoči. preskoči. Tudi to, ampak to je pa pol. V tem primeru, v bistvu, če to se zgodi, bolj se fokusirajte na zadnje tu zadeve, ne? Na zobnike pa na zadnjo pesto, ne? Tako nekako. Naklon bilance, napadalni kot ali ne? Si ti pristaš napadov? Jaz sem imel kar bolj tazga, Čoper. čoper oziroma tako, rekreativnega, dajva reči rekreativnega. Nisi bil tak napadalni? Ne, nisem bil nekako tista poza tam, ker gledaš tisto gumo in samo tole krmilno cev pod sabo, če gre karkoli narobe, po mojem. Ker eni tisti, ko so res hitri, imajo jih kar nekaj se jih odloči za, se pravi, agresivno držo bilanca naprej, ne. Tako. Vse zagoniti je vredi, v bistvu, pozicija je nekako bolj sami se morate odločiti, ker je bistveno težje goniti. Evo, da gremo, ker še imam kar nekaj. Ketna, kaj naredi, če je ketna zarjavena? Jaz sem prvo mislil, da je zavarjena. Zavarjena. Če je zavarjena... Če je fajn zarjavena, Ja. lahko tudi čist trda, tisto ni druge kot menjava. Tisto boš težko spravil še k življenju, kukarkoli. Zdaj, če je sam površinska rja, se jo da mehano čistiti s kakšnim vezilom, mogoče kakšen VD40, ki je bolj razmeščevalec kot kaj drugega. Potem pa namazati nazaj z nekim pravim oljem za verigo, pa da je res tako. Se to nekdo tudi piše, gled, kakšno mazivo se priporoča za verigo, če bo dež, in kakšno, če bo vroče, Madonna, nekdo se spušča v hude detajle. Jaz bi predlagal karkoli je boljš kot nič. Mazivo za verigo, kaj pač je, težko bo čutil, kdo kakva razlika, ne. Ali oblika Filipove brade pripomore pri doseganju hitrosti? Ne. Lahko jo pa imate. To lahko jasno. Mogoče, če pa bolj zašilja? Mislim, da tisto bolj pri spustu pomaga, tam pa ni dobro. Tam pa glih široka brada, ne. Čakaj, še eno, evo. Ali je se možno še prijaviti? To pa imam odgovor. Vsa štartna mesta so že razprodana, do svojega mesta pa lahko še vedno prideš tak, da se ob 7 danes, čakaj, to bo zdaj, ko mi končamo, dolgo smo že, greš na Red Bull Goni Pony dogodek na Facebook in tam bo takrat napopan link, kjer so na voljo še 4 karte. Tako da ob 7, evo, zdaj, ko končamo, na Red Bull Goni Pony Facebook stran in to je to. Tako da, glej, zdaj, mi smo kar nekaj predelali, ne? Čez osnove sva šla? Je pa še ena stvar, ki se meni zdi pomembna danes. Sponjo? Ne. Res? Danes je poseben dan. Danes je, dragi moj, dan, ki ga marsikdo ne pozna. In to je dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
praznik, ki v centralni Sloveniji ne pomeni kaj dosti, Prekmurju pa definitivno. In ker je kar nekaj prekmurskih dobrih kolesarjev, je danes z nami Matej. Lepo prosim, pridi. Dober dan. Dober dan. Kaj si nam prinesel? Evo, eno gibanco s Prekmurja. Čakaj, daj postaviš na tu pridi. Prekmurski svetek. Čakaj, Prekmurski svetek se temu reče. Prekmurski svetek, ja. Hvala lepa, se pravi, to bomo zdaj pojedli, kaj je to priporočljivo za pred vzponom. Definitivno. O, ja. Kalorije na pjur, pa tudi za dol, veš si težji pol, ful težji. Tako je to. Pripomore! Tako ja. Hvala, čuj. Id gibanica. Gibanica je, to je to. Daj mi povej, da te zdaj ne za prazniki morim. Boš dirkal? Mislim, da se bom še prijavil. Te imaš zdaj čas čez 5 minut, ne? Tako. Imaš kakšne izkušnje s ponji? Spomni? Znam pač ta zglob, vem, pač te zgodbe iz mladosti, da se pač med vožnjo komu sesedu skupaj, ne. To največkrat poznamo ponje. Si imel, da... Dober je za skakat, ne. Hitro padeš na hrbet. Hitro padeš, za pozadnji koli je težek, tisti, ko z nas se spomnim po zadnji vožnji, to mi, ko smo bolj kolesarji, vemo, da tisti je majster, ne. Ja. Tisti je majster, Kar nekaj treninga za sabo. ko z nas torpedotom zabremza, tistemu vsaka čast, ne. Ja nič, kaj? Mislim, da smo povedali vse. Tako, mi gremo na gibanico. Mi gremo na gibanco. Hvala vama, fanta. Hvala tebi. Matej, glej, kaj ti narečem, hvala. Ja, idi, zdaj jemo mi. Publika, držite se, vso srečo na eventov, upam, da nismo bili dolgočasni, dobro se pripravite, mi pa zdaj gremo jest. Adijo. Čau.